Jaz sem v bistvu šla na akademijo zato, ker smo s pograjcem začeli na srednji družboslovni šoli delati, z betontancem smo začeli delati. Je zbral eno ekipo iz naše iz šole in še nekaj iz akademije. No in to me v bistvu navdušilo, da sem šla na akademijo. Moram reči, da te impulzi, ki te vodijo do te šole, so v bistvu, če zdaj gledam nazaj, blazno naivni proti temu, kaj te potem res čaka. Ne? Ti misliš, da greš v ta poklic zato, ker bo to tako, pa ker nekaj si narišeš, nekaj si narišeš v glavi, ne? V bistvu pa to je čist brez veze. Pa vidiš, da so druge stvari pomembne, vidiš pa tudi to, da to, kar v resnici je pomembno, si verjetno posedoval, ne da bi vedel, oziroma da te to, kot da bi te gnalo v to. Katerikoli poklic greš početi, te verjetno nekaj žene. Tja, ne. No, jaz se spomnim napotka od Vita Tauferja za to predstavo, Piko. Ne. In eden najboljših napotkov, ki mi jih je dal, je bil ključen tik pred premiero, je rekel, da Pika zelo na glas govori. In to, skozi to, sem jaz recimo, se mi zdi, da so se mi vrata odprla. No. Ker če bi mi on rekel, ti moraš biti bolj živa, ti moraš biti bolj ne vem kaj, bi jaz lahko norela po odru tukaj in se še silila zraven in v bistvu bi bilo to samo neko razdajanje, neke metanje energije proč. S tem napotkom se ga prav spomnim, ker bi to eden najboljših napotkov, tudi nasplošno, če rečem, kadarkoli v kjerikoli predstavi, no, eden izmed takih stvari, ki so mi ostale v ušesih, točno ta napotek, da Pika zelo na glas govori. In ko ti začneš, se pravi, če to narediš, če rečeš, aha, človek, ki na glas govori, je tak in tak. Ne z glavo, ti, ko to probaš, se ti enostavno stvari odpirajo same od sebe, ne. Ko ti to narediš, kot ti konkretno človek reče. Recimo pograjec ima en zame zelo pomemben talent, ki se mogoče se ga sploh ne zaveda, ali pa se ga ne vem, ker bi človek sploh rekel, da ni pomemben nekomu drugemu, vem pa je, da zna zbrati super ekipo. In ta ekipa ni zdaj, da je ona super zato, ker so noter fajn ljudje, ampak zato, ker zna povezati to ekipo, da dela za en cilj. In to se mi zdi ena zelo dobra kvaliteta. No. Ker recimo ti isti ljudje bi v neki drugi ekipi lahko popolnoma drugače, lahko destruktivno funkcionirali. Kar izvoli. Mene v bistvu Pika spodbode zmeri, pa ne vem zakaj, zdaj mogoče zadnje čase. Sploh ne vem, kako bi zdaj to razložila, kaj me spodbode. Naenkrat zagledam, tako se mi zdi, a sem pa zdaj v teh letih, ne vem, da svet kot je in svet, kakršen bi bil lepši. Ne? In pri Piki se mi zdi, ona, se pravi, in ta knjiga, kako je napisana, kot sem že rekla, in njen lik, je v bistvu ena še redkih teh stvari, pri katerih ti lahko vidiš, da to lahko spreminja nek mikrosvet tam okrog. Recimo, jaz vidim po predstavi, da jaz imam, ta lik, ta predstava, ima moč, da premakne nekaj v glavah ljudi, in velikih in majhnih. In se mi zdi umetnost sploh, no, da je to nekaj, kar ima to moč. Ampak v svetu, kakršnem je pa zdaj, se pa to nekako pomete se s tem. Skratka, kultura bi morala biti profitabilna, to bi moralo vredno tisto gledališče, ki ima veliko ponovitev, ki ima polne dvorane in tako naprej. To ni prav. In Pika mene, recimo, vedno spomni na te stvari, ki so popolnoma jasne zame in ne razumem, kako to ljudje, ki vodijo ta svet ali pa državo in tako naprej, tega ne vidijo. No. Teh preprostih, logičnih stvari, kjer bi se lahko stvari spremenile oziroma čem. In Pika je nek lik, ki živi točno tako življenje. Dobro, ona ima sicer te nadnaravne moči in tako naprej, ampak ne glede na to, ona živi to, ona sebi nima kaj očitati. No. Jaz ne razumem, kako ljudje, ki ta svet vodijo na tak način, kot ga vodijo, kako grejo spat sami sabo, no tega ne razumem. To, da je vsaj tle eno upanje, no, da ti lahko spremeniš neki. Pet ženskega konta pa nek španski tekst, ki so ga v Španiji igrali zelo uspešno, množično. In je pač to licenčni tekst, ne, pač mora biti
vse tako, kot tudi scena mora biti po teh merilih in tako naprej. No, in kar je meni tam recimo super, je že od začetka je bilo super ekipa. No. To so super igralke in tudi režirala je Tijana Zinajić. Bila predstava v Španiji, ki je bila zelo množično obiskana in govori pač o odnosu med moškim in žensko. In potem, ko smo to začeli delati s Tijano, ki je režirala in zame je bila super režiserka, tudi mi je zelo pomagala, kako je ona delala, ker je bila zelo odprta, smo v bistvu našli nek svoj način, kako ta tekst prezentirati. Ne? In kar mi je bilo recimo novo, je bil ta žanr stand-up comedy, se pravi, da ti sam se odzivaš na ljudi, da vedno znova moraš čekirati, da vedno znova moraš preveriti ljudi, kako reagirajo in s tem pač spremeniti način in tako naprej. In to je bilo meni super, ker je bilo nekaj čisto novega. Tako da recimo jaz imam zelo rada to predstavo, zato ker se vedno nekaj dogaja. No? In pa imamo še v zadnji, v zakulisju smo veliko tudi skupaj, ne? Ker vsaka ima 20 minut tega monologa in če smo pač 20 minut si ti 4-krat na predstavo v zaodrju. In v bistvu tista predstava, ki je zadaj, bi se enkrat slej poprej morala tudi narediti. No? Zato, ker smo včasih so neverjetne zgodbe se nam dogajajo, ker smo pa zdaj že 3 leta skupaj in recimo Tauferjeva kvaliteta se mi zdi pa, da je zelo velika v tem intuitivnem dojemanju stvari, no? Da ti niti ne veš zakaj, ne vem, on ve, verjetno ve, seveda ve ene reči, ampak hočem reči, da tako kot so rekla prej za Pograjca, kako on ima ta talent tega, da zna zbirati ljudi v neko ekipo, ki gre za istim ciljem, zna Taufer videti stvari intuitivno. Zdaj, kakor se on zaveda, ne vem, ampak prav v enih ključnih momentih ti zna reči nekaj, kar je on videl in kar nekaj se ti pol odpre. No. Za režiserja je blazno pomembna funkcija vodenja. Ne? Vodenja in se mi zdi, da v režiserju se stekata tako zelo močno moški in ženski princip. In se mi zdi, da je režiser ena taka figura, v kateri se mora to dvoje zelo dobro razumeti. Ker režiser, ki bo samo, recimo zdaj, če po enem moškem principu, vodil in tako, bo zgubil svojo intuicijo. Če bo samo po žensko, ne bo obvladoval vodstveno stvari. In se mi zdi pa režiserju, da je ključno, tih bolj pa neh zdaj, da je ključno te dve dimenziji, da se prepletata in ena drugo, ko se reče že, v današnjem svetu ni. Intuicijo in ta svet smo mi kompletno, negiramo jo in tega ni in pomembno je zdravo telo, da tečeš, da ješ zdravo hrano. Zdravega duha pa ni. In recimo zdaj, če bi, zdaj sem metaforično rekla za svet, v režiserju se morata enakovredno stikati ta dva pola. Recimo dramaturg je pa, se mi zdi pri nas, ne vem kako je to v svetu, zelo zapostavljen. Dramaturg bi moral biti podpora režiserju, ampak pri nas se je to zgodilo nekako v praksi, to zgleda tako, da so dramaturgi, ma ne zato, ker bi bili zdaj ne vem, kdo je kriv, ali to spet ta neka miselnost, se jaz mislim, da je kriva, kaj dramaturg sploh je, to je tisto, ki veliko ve, pa stvari na pamet, ali jaz ne vem, pač ki veliko ve. Ja, seveda je to človek, ki veliko ve, ampak hkrati se pa dramaturgom ne da prostora, se mi zdi v gledališču, ker dramaturg bi moral biti na nek način se ne vsiljevati, seveda režiserju, ampak ga podpirati. To je tukaj recimo po moje v enem ansamblu glasbenem vloga basista, zdaj mogoče jaz malo pamet govorim, ampak basist ni tisti, ki je v spredju, kitara je ta prva, ampak basist je vedno v zadnji in brez njega ni nič. In recimo tako, ko je to v glasbi nekako poštiman, te odnosi med inštrumenti, tako recimo v gledališču velikrat niso te stvari urejene. Posledice so to, da tudi dramaturgi več ne vejo, kaj bi počeli in pač počnejo tisto, kar se jim dovoljuje, tudi da povejo pač neka ozadja teh dram, ki jih mi delamo. In večinoma so to precej to dolgočasno poslušati. So pa tudi izjemni vmes, ki pa znajo to posredovati, te stvari.